Lepo pozdravljeni v mojem imenu. Ime je Daniel Valentina, sem predsednik Nove generacije SLS. Sam bi tudi rad svojo kolegico, članico Nove generacije Natašo Krug. Danes smo se sestali glede stiske Slovencev v Venezueli. To je kar pereča tematika. Kot vemo, je Venezuela v krizi. Vse se je pa začelo že leta 1999, ko prevzame Chavez oblast v državi in ustvari bolivarsko revolucijo. To pomeni, da se je tudi gospodarstvo začelo nacionalizirati, uvedel je številne socialne programe, ki so bili zgrešeni, se niso imeli pravega učinka. Ob smrti Chaveza, torej leta 2013, ga nadomesti Maduro, ki nadaljuje isto zgrešeno politiko. Ta država je bila odvisna od izvoza oziroma še vedno od cen nafte, ki je predstavljala 95% izvoza države Venezuele. In ko so cene upadale, se je tudi kriza v državi močno povečala. Se je šlo za drastičen upad cen nafte na svetovnih trgih. Tako je javni dolg zrastel kar enormno. Lansko leto je bil še 30% BDP-ja bil. Inflacija prav tako dosegla nore vrednosti in v okoli 800% v lanskem letu. Tak sistem ni bil vzdržen in je pahnil prebivalstvo v revščino. Povečal se je tudi s tem kriminal. Prav tako se je razpasal črni trg, saj je država omejila najvišje možne cene prodaje dobrin, osnovnih življenjskih potrebščin. Tako se je tudi uvedel nov menjalni tečaj bolivar za dolar, ki je bistveno drugače vplival tudi na črni trg menjave teh valut. In sicer po uradnem tečaju je valuta torej na črnem trgu najmanj 4-krat višja vrednost kot uradna. Tako v roku enega leta bolivar izgubi 94% svoje vrednosti. Tako, v bistvu je potem leta 2015 izvoljena v parlament opozicija, ki pa je seveda pod stalnim nadzorom vlade. Maduro obračunava s političnimi nasprotniki, vodi opozicijskih strank, da seveda zapreti. Nedavno odstavi generalno tožilko in jo da na sodno obravnavo. Uvede ustanovodjo skupščino, kar doseže z goljufanjem pri glasovanju in seveda bojkotom opozicije. Zaradi slednjega ZDA uvede sankcijo, ravno tako EU ne prizna novega državnega organa, že pri tem pa zveza Mercosurja, torej Brazilije, Argentine, Urugvaja in Paragvaja izloči seveda Venezuelo. Številne letalske družbe nimajo več linij do Caracasa, njihovega seveda glavnega mesta. Veča se število beguncev, ki emigrirajo v Kolumbijo, Brazilijo in Gvanajo, torej sosednje države. Ekvador z levičarsko vlado zavrne begunce po kopnem, medtem ko pa jih seveda Peru z desničarsko vlado Kuzberskega velikodušno seveda sprejme. Torej, zdaj pa, če se osredotočimo na bistvo celotne novinarske konference, torej na tankaj živeče rojake. Po tankajšnjih ocenah naših rojakov jih je 1200 in 1500, kar je bistveno več, kot jih ocenjuje vlada države Slovenije. V Venezueli pa žal veljajo za Venezuelce, ker so rojeni na območju te države. Tja so prišli že med prvo in drugo svetovno vojno, sicer večinski val pa je prišel med obema svetovnima, po drugi svetovni vojni do 60-ih let, in sicer zaradi ekonomskih razlogov takratne Jugoslavije. Prišli so predvsem iz Primorske, Brkinov, Krasa. Prav tako bi rad omenil, da je kulturna dediščina oziroma njihova dejavnost kar bogata bila v Venezueli. Ustanovljeno je bilo društvo leta 1966, društvo Cirila in Metoda, ki veliko k delovanju je prispeval tudi
duhovnik iz Argentine, se pravi Slovenec Janez Grilc, ki je spodbujal dejavnost Slovencev tam. No, naj omenim še društva Ilirija, Slovenija, po Vrtu Kabeju. Se pravi, kar hočem povedati, je, da je bilo aktivnosti Slovencev veliko in njihova prisotnost močna. Deloval tudi orkester v Caracassu, imenovan Triglav, izdala se glasilo imenovano Življenje. Prav tako so imenovane ulice po tem duhovniku in avenija imenovana po Slovencih. Praznuje se tudi dan emigranta v mestu Gige v spomin tistega časa, ko so se preselili in prispeli v pristanišče Puerto Cabello, ter so jih takrat premestili v taborišče El Trompio. No, za tega legendarnega Slovenca, ki predstavlja vse te priseljence, je Franz Willebald. In sicer po podatkih naše vlade je bilo na dan 28. novembra 2016 registriranih 289 državljanov Republike Slovenije s prijavljenim stalnim bivališčem v Venezueli ter 15 začasnim prebivališčem. Po njenih ocenah naj bi tamkaj živečih Slovencev bilo med 500 do 600, torej jih od tega 300 nima državljanstva, vendar mi mislimo, kot smo prej omenili, da je ljudje s slovenskimi koreninami še več. Slovensko veleposlaništvo v Braziliji je opravilo dvodnevni obisk v Venezueli v lanskem novembru. Takrat se je oglasilo 76 rojakov. Torej, ali gre sedaj za četrtino rojakov? Le čemu bi se zbali? Morda za literarni večer Prešernovih poezij? Na vprašanje, v kakšnem stanju so Slovenci v Venezueli, vlada zatrduje, da so kar v redu. Z minimalno plačo, ki imajo $20 in proplečno plačo nižjo od 100, pomenjavi valut na črnem trgu. Seveda jim primanjkuje hrane, mesa ni dovolj, elektrika splošno primanjkuje. Mislim, v bistvu še toaletnega papirja se ne da dobiti, elektriko jim izklapljajo. Ljudje se kot seveda živino označuje pred državnimi trgovinami. Kot državljani, ki smo seveda davkoplačevalci, bi nas morala država zaščititi in za nas seveda poskrbeti. Ker je izvorno Slovenija država slovenskega naroda, je potrebno, da poskrbi seveda za Slovence, če so v stiski, in poskrbi za repatriacijo. Tako bi moral Urad za Slovence po svetu skupaj z ministrom Gorazdom Žmavcem ukrepati, saj gre za pomoč apolističnim ljudem. Slovenci so tam tudi žrtve, kraj in nasilja, potrebujejo tudi humanitarno pomoč v obliki zdravil. Venezuela pa je zavrnila pošiljko Caritasa. Hrana in zdravila stojijo v pristaniščih in ne pridejo do seveda končnih uporabnikov. 144. člen zakona o zdravilih namreč določa, kdaj so izpolnjeni pogoji po pomoči, in v tem primeru tudi so. Poleg omenjenega problema pa nastopi tudi težava pri pridobivanju slovenskega državljanstva upravičencem, torej potomcem Slovencev. Tako to pravilo določa Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, kjer je potreba tudi predložiti rojstni list in seveda dokazilo o nekaznovanosti, ki pa mora biti v slovenskem jeziku. Dejstvo pa je, da je potrebno za to uradnega prevajalca, ki pa sta dva za to zadolžena v Argentini. Cena takšnega prevoda znaša med $40 in $50, kar komaj pokrijejo ali pa še ne s mesečno plačo. Se, kot vemo, na črnem trgu zelo neugodna valuta menjave. Poleg tega deluje društvo, se pravi, Slovenci, ki so starejši od 35 let, nimajo državljanstva še, morajo svoj interes oziroma povezavo s slovenskim narodom sprva dokazati, na to morajo pa, in to tudi na tak način, da se vsaj 5 let udejstvujejo v slovenskem društvu, ki pa obstaja samo, to specifično društvo, obstaja samo na papirju in dejansko niti ni delujoče v praksi.
Tukaj nastopijo že prve težave. Skratka, sami stroški urejanja dokumenta, ki se ga pa ureja v Braziliji, znašajo pa cirka 300 evrov, v Sloveniji pa 184 evrov, kar je za njih res previsok znesek relativno na plače. Nas pa res zanima, zakaj je sploh takšna velika razlika v ceni, ki je po mojem mnenju ne bi smelo biti. Tudi precej kritik je letelo na slovensko veleposlaništvo v Braziliji, saj je to edino veleposlaništvo za Slovence v Venezueli, da so precej na veleposlaništvu nefleksibilni, torej tudi ne prisluhnejo njihovim potrebam. Zdaj apeliramo na našo vlado, da poskrbi za Slovence v Venezueli in sicer, da jih premesti oziroma evakuira v domovino, kjer so pogoji ugodnejši, se pravi za tiste, ki izrazijo potrebo po boljšem življenju, saj tu gospodarska rast zelo visoka, vsaj v prvem kvartalu je bila tega leta, in da se jim zagotovi stanovanja ter omogoči tudi delovna mesta, kolikor lahko za vse ostale poskrbimo, bi morali v prvi vrsti za naše državljane. Tako. Naj še jaz omenim, da je v bistvu sporno poimenovanje ambulante tudi v Novi Gorici po Čavezu. S podpiranjem imenovanja se krši 63. člen Ustave, saj s tem podpira gore, ki ga je seveda ljudem prizadejala Čavezova bolivarska revolucija, hkrati pa se seveda podpihuje nasilje in seveda nestrpnost. Hvala za vašo pozornost. S tem sva nekako zaobjela glavne težave, ki jih v podmladku Nove generacije SLS vidimo. S tem tudi zaključujemo današnjo novinarsko konferenco. Hvala.